Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Meloni Juice. Danes sem v gostej povabil Zvezdano Mavrič-Vražič iz podjetja Zdrav pregib. Zvezdana je diplomirana medicinska sestra, specialistka klinične dietetike, ukvarja se s prehranskim svetovanjem, prodaja izdelkov na spletu in pa dela v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Zvezdana, pozdravljena. Zdravo. Zvezdana, danes sem te povabil z enim posebnim namenom, in sicer, da nam nakratko predstaviš trenutno situacijo povezano z COVID-19, saj sam vem, da delaš v eni izmed prvih linij, kjer prihajajo oboleli, in pa seveda, da nam nakratko predstaviš svojo zgodbo, kako si iz medicinske sestre potem zrasla v neko podjetnico in pa seveda svojo pot preselila tudi na digital oziroma splet. Zvezdana, pa bi te najprej kar vprašal, kakšna je dejanska situacija trenutno povezana z koronavirusom, to karanteno v Sloveniji, kaj se trenutno dogaja v bolnicah? V resnici je velik problem v tem, da pacienti zdaj direktno kar priti v zdravstveni dom ne morejo. Torej pomeni ves kontakt vsakega pacienta najprej preko telefona, preko naše infotočke. Mi sprejemamo v povprečju 600 do 1400 klicev na dan, kar pomeni, da je to kar veliko število. Velik problem imajo ravno starostniki, mogoče kdaj z temi mobilnimi telefoni, ker pač ne znajo enko stisniti. Velik problem je tudi tem, kadar je največji naval v dopoldanskem času, torej veliko kar pokličejo, nas težko dobijo. Ampak mi smo prva kontaktna točka, kjer preko nas naročajo vse medicinske pripomočke, vse recepte, vse bolniške staleže in pa tudi naročijo klic zdravnika nazaj na dom. Torej pomeni kontakt med pacientom in zdravnikom je najprej infotočka in potem zdravnik v resnici preko telefona kontaktira pacienta nazaj, se z njim pogovori, se dogovori, če potreben obisk pri zdravniku oziroma če lahko vse uredita preko telefona. Kakva je pa trenutna situacija? Če pogledamo, zdaj minilo že nekaj tednov, delaš že od samega začetka na tej infotočki. Vse stvari kaj umirjajo? Vedno manj je respiratornih infektov, tudi to beležimo pri klicih, tudi sumov na COVID-19 je tudi manj, že tudi samo po telefonskih klicih, kjer je, in tudi dosti manj je že napotitev. Zdaj trenutno se večinoma ukvarjamo s tem, da je treba pošiljati paciente na ponovna testiranja in pa tudi sedaj se ukvarjamo s tem, da tisti pacienti, kateri pridejo oziroma neokuženi, ki pridejo iz tujine in so en teden v samoizolaciji, se morajo po enem tednu oglasiti na testiranje za COVID-19 in imamo ogromno teh kontaktov, ki pa ni rečeno, da so pozitivni. Torej, že sami po sebi so en teden v samoizolaciji, ampak predno stopijo v slovenski sistem, torej tudi vrnejo se ponovno na delovno mesto, če so bili v tujini, morajo se najprej testirati. Tudi tu smo mi infotočka prvi kontakt, ki spet zdravnik z njim kontaktira in jih naroči na sam pregled. Torej bi lahko rekel, da se situacija počasi umirja? Počasi se umirja, vedno manj je tega, ampak še vedno ljudje so malo, bomo rekli, kar dosti si upajo, no? Še marsikdo, pa tudi marsikdo pozabi, da je kakšno težavo, da je tudi imel. Zdaj pa če damo, rečemo, to situacijo malo na stran, pa pogledamo dejansko malo več od tebe. Kako si začela, prehransko svetovanje, bom rekel, neka prodaja izdelkov, vem, da si tudi neke vodene vadbe imela. Daj povej nam malo, kako je samo to izgledalo? Začelo se je tako, da sem že v zdravstvenem domu vodila delavnice za zdravo hujšanje, za zdravo prehrano. Ko sem končala mojo specializacijo iz klinične dietetike, pa je bil nekako interes nekih ljudi, ki sem jih jaz poznala, da so potrebovali prehranskega svetovalca. Torej pomeni, da pogovarjali smo se o klinični prehrani, torej o bolnikih. V resnici bistvo mojega dela je, da svetujem ljudem ne samo o zdravem načinu življenja, ampak se tudi ukvarjam z težavami, ki so povezane s prehrano. Torej vsaka bolezen ima lahko tudi kakšne prehranske omejitve oziroma lahko kakšna stvar pripomore k večjemu zdravju. Tako se je začelo nekaj s prehranskim svetovanjem, glede to sem pa tudi inštruktor nordijske hoje in vaditelj športne rekreacije, se pa istočasno z temi prehranskimi posveti prišlo do tega, da je bilo uporabljeno tudi zraven kakšno vadbo. Tako da vadbo še vedno izvajam trenutno preko Skypa, za te, ki redno so pri meni vadili, in pa redno vodim tudi tečaje nordijske hoje, tudi individualne. Torej digitalizacija. Digitalizacija pa zdaj že je. Torej vadba gre tudi preko spleta. Ja, kar se pa tiče potem samih izdelkov, se je pa začelo tako, da sem enostavno prišla nekako vedno več do različnih izdelkov, katere so marsikdo želel preko mene in preko mojega znanja kaj prodajati, ampak leta sem se otepala tega ravno zaradi tega, ker določenim izdelkom nisem zaupala in tudi neke vprašljive firme nekako ni bilo tisto, kar sem se jaz, nekako nisem hotela postaviti svojega imena za kakšnikoli izdelkom. Ja, seveda, da s vsakim izdelkom glih se ne postaviš, če ne realno deluje.
Zdaj pa, če se še vrnemo nazaj, prvo si verjetno delala bolj z fizičnimi osebami, pa si pa počasi, skozi čas prišla tudi na podjetja. Kako je izgledalo to, kako si prišla zraven do nekih podjetij? V resnici predavanja za podjetja so se začela v okviru tudi mojega dela prej v zdravstvenem domu, kjer sem delala na Centru za krepitev zdravja. Pozneje so se pa začela ravno glede tega pojavljati, ker so me nekako spoznali, delala sem tudi v programih za prekvalifikacije, ogromno tega, da je bilo glede ergonomije dela z računalniki, z bremeni, ne samo v zvezi s prehrano in z gibanjem. Vedno več podjetij pa zdaj tudi dela na tem, da želijo tudi svoje zaposlene nekako izobraziti, tudi zdaj recimo preko digitalizacije, predavanja za podjetja, tudi o prehrani v tem COVID času, na kaj moramo biti pozorni, kaj pomeni hitra prehrana, kako se da kaj doma pripraviti. Glede na moja leta, ne, pa počasi že prehajam v to fazo anti-age-a, ne, in moram reči, da so tudi popularna ravno ta predavanja o anti-age-u in anti-stresu povezano s prehrano pa gibanjem. Zdaj, če pogledamo prehrano, verjetno v tem obdobju zdaj, ko razhaja virus, zelo pomembno, da je naš imunski sistem zdrav. Kaj priporočaš ljudem, rečemo, kaj lahko vsak doma si pripravi in kateri prehranski dodatki so tisti, ki so nujno pomembni v tej situaciji? V resnici je tako, kar se prehrane tiče, mi vedno rečemo čim več različnih barv. Tudi pri vitaminih in mineralih, različne sadje in zelenjava, enaka barva sadja in zelenjava, približno enake vitamine in minerale. Torej, idealno je pojesti na dan 5 različnih barv, recimo eno pomarančo, eno banano, potem recimo bomo rekli, da zdaj, ko smo že sadje porabili, bi pojedli en jajčevec, eno kumaro, pa recimo en rdeč paradižnik, ne, imamo potem recimo 5 različnih barv, ne, to je tisto, kar je, torej čim več vitaminov, mineralov. Glede na to pa, da vemo, da je ogromno teh stvari v resnici vitaminsko revnih, mineralov je v teh stvarih vseeno dovolj, je včasih potrebna tudi kakšna dodatna podpora, ne, sploh recimo, kadar ima nekdo občutek, da mu je padel imunski sistem, kar je v tem primeru zelo pomembno, ne, ker pri COVID-19 ljudje, ki imajo močen imunski sistem, tudi dosti boljše odreagirajo oziroma manj zbolijo. Torej pomeni, to vemo tudi, zato so ravno starejši tudi dosti bolj oboleli, je treba tudi ogromno zaščite. Zdaj, katero obliko antioksidanta mi vzamemo, ali v obliki tablet, ali v obliki sirupov, ali mislimo, da s prehrano dobimo dovolj, odvisno od posameznika, tudi od njegovega načina prehranjevanja. Ljudje, ki jejo zelo malo sadja in zelenjave, absolutno rabijo večjo podporo z prehranskimi dopolnili. Med njimi sem tudi jaz. Ja, tako da boš definitivno nekaj rabo, ne. Potem recimo en velik problem je v ljudeh, recimo, ki nezdravo živijo. Kajenje je ena od stvari, ki absolutno vpliva na upad imunskega sistema, spet je potrebna podpora antioksidantov, vemo, da samo cigareti in cigaretni dim ravno ubijajo tiste zdrave stvari v celicah. Enostavljeno rečeno, ne. Potem tudi pri otrocih, recimo, ogromno otrok je takih, ki ne mara sadja, ne mara zelenjave, včasih lahko tudi s kakimi sirupi to nadomestimo, vemo pa, da jaz vedno bolj govorim o tem, da vse te stvari so samo dodatek. Vedno je treba znati dobro zakamuflirati, tudi včasih recimo se naredi čisto navaden en pire krompir, ampak noter lahko zraven pa narediš zeleno pa korenček, pa imaš v resnici že ogromno sadja in zelenjave, ne, pa nikake stvari, ne. Tako da se kakšna stvar tudi na ta način naredi. Torej, vsak mora paziti, glede na to, kaj jemo vsakodnevno, bi bilo fajn, ko si rekla, veliko različnega sadja, zelenjave. Kaj pa lahko, katere prehranske dodatke pa nam lahko priporočaš v primeru, da kot na primer jaz, ki nisem nek zelenjav jed, kaj bi bilo dobro za mene? V resnici zdaj tako, če gledava, ne, ravno v tem času korone pravijo, da sta zelo pomembna C-vitamin pa cink, ne. Sedaj cink v različnih izdelkih, ko jih imajo v velikih količinah, tudi ravno ni najbolj zdrav, torej treba je tukaj že omejiti, torej manjša količina. C-vitamin je tisti, katerega rabimo najmanj 500 enot na dan. Lahko pa vzamem v enem kakršnekoli, recimo, bomo rekli, kateremkoli prehranskem izdelku, torej to prehranska dopolnila, kjer so vitamini in minerali. Lahko jemljemo tudi samo minerale, ne, ker vemo, da recimo zaužijemo dovolj vitaminov, lahko pa jemljemo v kombinaciji nekaj za imunski sistem, ne, kar pa pomeni, da je lahko to izdelek, kateri od posameznikov odgovarja. Niso vse stvari najbolj primerne, zato je treba biti zelo pozoren. Tudi recimo, kadar govorimo o različnih sestavah, je treba zelo dobro pogledati, kaj je sploh not, ne. Dostikrat nekdo reče, ja, ta izdelek je dosti cenejši kot drugi, v resnici je to za tem namenom, ker ima tudi dosti manjšo sestavo in vitaminov in mineralov, količine omega-3, omega-6 maščobnih kislin, ne, ki so zelo pomembne.
Pri antioksidantih je pa treba gledati na to, da najmočnejši antioksidanti se nahajajo recimo v grozdju, v granatnem jabolku, ki pa vemo, da v velikih količinah spet jih ne moramo pojesti, ker je pa to potem kalorična bomba. Torej tisti, ki se s športom ne ukvarja, tisti, ki ni dosti aktiven, pa da bo jedel ogromno sadja, vemo, da za 1 kilo sadja poješ v resnici 600 kilokalorij, kar pa je en obrok, torej celo kosilo. Torej tudi pretiravanje v velikih količinah z samim sadjem ni primerno, boljše je večja količina zelenjave kot sadja. Prehranska dopolnila so pa tista sploh v zimskem času, ker je vrednost teh vitaminov in mineralov nižja, ravno zaradi tega skladiščenja in ker sadje ni toliko sveže, dosti bolj pomembna. Tudi zdaj v spomladanskem času organizem rabi dosti več, vsi bolj rastemo, lasje več rastejo, obnavljanje telesa je večje, in spomladi in jeseni recimo lasje dosti krat izgubljamo ravno zaradi tega, ker se menja letni čas, tudi koža se bolj obnavlja in organizem absolutno rabi nekaj več. In če nimamo svežega sadja in zelenjave z lastnega vrta, ker vemo, da je to dobesedno iz njive na krožnik, iz vrta na krožnik, ker je res tista sestava taka, kako mora biti, večina teh izdelkov, ki so po mesec dni, včasih tudi več, skladiščena in jih dobimo na krožnik, je samo v bistvu v vlakninah, nekaj mineralih in vitaminov je pa minimalno, zato rabimo potem nekaj za dodati. Ja, Zuzana, moram reči, da v tak kratkem obdobju si mi podala zelo veliko informacij, ki definitivno so koristne in jih ne slišiš, pa vidiš vsak dan nekaj po televiziji, po radiju, kot pač vsi neke izdelke prodajajo, noben pa ne pove, zakaj točno je, katera sestavina pomembna, kaj nam bo ta doprinesla, katere težave bo rešila. Skratka, izjemno. Zanima me pa ta še bolj digitalizacija. Vem, da smo pred kratkim delali tvojo spletno stran, oziroma tudi spletno trgovino. Kaj je bil tisti glavni faktor, da si se odločila za ta korak, da si stopila na ta tok digitalizacije in izpostavila novo spletno stran, novo spletno trgovino z vsemi temi izdelki, ki si jih tudi danes prinesla s seboj, delno izmed njih seveda. Kaj je bilo tisto vodilo, da si se odločila za to? V resnici tisto, kar si ti sam rekel, podati pravo in strokovno informacijo. Meni je bil največji problem, kako ljudem približati tisto, kar je pomembno, da si znajo prebrati. In ko smo mi začela delati spletno trgovino, je bilo bistvo vsega tega, da je vsaka stvar temeljila na strokovnem članku. Torej, vse tisto, kar smo mi predstavili, vsak izdelek, je imel v ozadju en članek, katerega sem jaz skozi vsa ta leta pripravljala, pisala za različne kongrese, za različne seminarje, tudi za različne revije, kot so... Torej, še preden si imela izdelke, če povzamemo, si že imela skozi leta pripravljene članke, na katere smo jih lahko v točno določenem momentu navezala, kar pomeni, da bi lahko rekli, da si en taki mali nabor pisanih blogov že naprej pripravila, pa še jih nisi nikjer online objavila. Ja, to je bilo tisto, kar je meni v resnici bilo, kako predstaviti ljudem tisto, kar si svoje znanje na nekako, bomo rekli, najbolj široki množici predstaviti. Začela smo midva najprej z Facebookom, potem nekako v ozadju se neki blog dogaja, ki nažalost še premalo živi, ker je malo vseeno premalo časa, včasih v vseh teh 24 ur je vseeno včasih premalo. Ampak bistvo tega pa je bilo ravno to, da vse izdelke, katera sva midva postavila kamorkoli na spletno stran, sva izhajala, da je izhajalo nekje v začetku iz strokovnega članka, kjer lahko potem so se ljudje prebrali v resnici, zakaj je ta izdelek tudi primeren. To drži. Zuzana, kaj si danes prinesla s sabo? V resnici 2 izdelka za povečanje imunosti, za otroke ta Fito Bimbi Immuno, kjer so poudariki na mineralih. Tukaj zraven tudi dosti, kad damo potem vitamin za otroke, ker malo vitaminov pojejo. Je pa pomembno to tudi, da smo mi ta izdelek uporabljali ne samo pri otrocih, ampak tudi pri odraslih. Torej pomeni tako kot za malo večjega najstnika, odrasli ravno tako lahko vzame to, ker nekateri starejši ljudje tudi ne morejo uživati tablet, oziroma izdelkov v obliki tablet. Zelo dobro izkušnje imam ravno pri pacienti, ki so imeli težave s prebolenimi pljučnicami, dvig imunskega sistema, in vsi ti izdelki, ki so primerni za otroke, so lahko primerni tudi za starostnike, za odrasle seveda v večji količini, ampak ravno ta Immuno je zelo dobro ravno pri teh prebolenih pljučnicah. Kar se pa tiče samega resveratrola, to je pa tisti najmočnejši antioksidant, katerega raziskave je ravno delala Mariborska univerza.
In tukaj so zelo dobre v resnici rezultati. To je primerno za vse tiste, kateri hočejo poudariti, nekako rabijo energijo, rabijo dvig imunskega sistema. Absolutno se priporoča za kadilce, ki imajo težave z tem, da si uničijo same celice ravno s kajenjem. In pa moram reči, da to je pa za mene ena od tistih stvari, ki jo vsako dan zjutraj vzamem, tako tudi, ko sem najbolj zmučena, dobim neko dodatno energijo. Energija je tista, ki te celi dan te pripelje, je pa res, da ti dvigne imunost in tudi v tem, glede na to, da sem tako, kot sem sam rekel, na prvi bojni liniji, jaz moram biti z nečim zaščitena, ker kljub temu, da se razkožujemo, kljub temu, da uporabljamo maske, vizirje, da ves čas paziš, da nekako si zaščiten, kar se tega tiče, kar se da, je velik problem v tem, da če imaš ti slab imunski sistem, te vsaka stvar napade. Torej, nekje poudarek na zaščiti in na dvigu imunosti je tisto, na čemer moramo ravno zdaj delati. Zavedati se moramo, da ni konec vsega, da več stikov bomo imeli, večja verjetnost je, zdaj, ko bomo ravno ublažili vse te naše ukrepe, se bo zgodilo to, da bomo v stiku z večjimi ljudmi. Torej pomeni, da če bo naš imunski sistem slab, je velika verjetnost, da bomo zboleli. Vsi tisti, ki imajo velikokrat herpes, vedo, da takrat je padel imunski sistem in takrat je absolutno skrajni čas, da nekaj začnemo zraven dodatno jemati. Velike količine samo stisnjenih limon pa pomaranč včasih premalo, ne? Torej rabimo neko podporo, kar se tega tiče, tako da na tem sistemu bomo kar mogli dosti narediti. Nekaj moramo dodati, ne? Pred kratkim smo dodali en nov izdelek, pa sem opazil, da ga danes nisi prinesla s seboj. Verjetno, ali je bil tako dober, da je že prišel, ali povej na malo več. Ja, to je bilo tako, ne, ravno ko smo se pogovarjala, da bom prišla k tebi, ne, sem v resnici zadnjo zalogo izdelkov že odprodala in danes ravno pride nova zaloga te premame, ki je namenjena pa v resnici vsem ženskam, ki načrtujejo nosečnost, v nosečnosti in tudi doječim materam. Poudarek ni samo na vitaminih in mineralih, poudarek je na optimalni količini železa, ker vemo, da ga takrat tudi nosečnice potrebujejo, sploh če so bolj utrujene, ponavadi je težava ravno z železom. In pa kaj je zelo pomembno, optimalno razmerje omega-3 in omega-6 maščobnih kislin, torej EPK pa DHK, maščobne kisline so optimalne za nosečnice. Tudi recimo kakšna taka stvar, ki je primerna za nosečnice, dostikrat tudi ženske jemljejo ravno tako v času menstruacije, ali pa pred menstruacijo, ko vejo, da jim bo padlo železo. Tako da tudi na moji spletni strani je tudi Fero-C izdelek, ki je tudi primeren za nosečnice, kar pa marsikatera ženska jemlje tudi v normalnem obdobju, ko ima nizko železo, zato ker določeni preparati z železom jim delajo slabost. Ta pa, ki je namenjen za nosečnice, pa je v resnici tudi zelo primeren. Tako da je tista stvar, ki je zelo pomembna, je to, da so to vse preizkušeni proizvodi, znanih proizvajalcev, katerim pa jaz kot osebno zaupam. Torej, tudi če niste noseči, lahko v času menstruacije uporabljajo ta izdelek za lajšanje težav. Seveda pa v kratkem verjetno prihajajo tudi neki novi izdelki, neke nove ponudba, ki jo pripravljaš. Kaj lahko tebe pričakujemo? Vem, da ti si vedno tak človek, od katerega iz danes na jutri prije neka nova zamisel, nova ideja. Kaj sledi? Ja, zdaj trenutno sledijo probiotiki in prebiotiki, kateri bojo novi na našem tržišču, ki bojo namenjeni za boljšo prebavo. V resnici zelo pomembno je tisto, kar ponavadi v kakih jogurtih, kefirjih jemo, ne. Marsikdo reče včasih, da ima težave z tem, vemo pa, da vsi, ki so intolerantni na laktozo, ne smejo uživati kefirjev, jogurtov in podobnih izdelkov, te prebiotike v obliki tablet pa lahko, tako da je za boljšo prebavo. Sploh recimo tisti, ki so v kakšnem stresnem obdobju, takrat se zna včasih pri komu prebava tudi ustaviti, rabijo tudi malo te pomoči. In pa najnovejši izdelek, katerega imamo letos na naši spletni strani, je to, je pa sprej za zaščito proti komarjem, ki je pa namenjen od dojenčkov naprej, ne šele od 3. leta starosti. To so vse naravni izdelki na osnovi eteričnih olj. To pomeni, od dojenčka, ko se je rodil, naprej se že lahko uporablja, ker je tudi na to testiran in primeren. In pa, kar je zelo pomembno, ne samo za komarje, zdaj imamo ogromno klopo ostalih insektov, vedno se je treba zavarovati. Ni pomembno, ali je moj izdelek ali katerikoli drugi, vedno se je treba, ko gremo v naravo, zaščititi. Naravo ne pomeni samo, da gremo v gost, na travnik, ampak že je dovolj, da gremo na vrt.
treba se pošpricati. Tudi recimo sprehajajo se ob Lentu, lahko dobijo klopa. Torej v vsakem slučaju vedno je treba uporabljati različne repelente. Seveda so pa za otroke najbolj primerni te, ki so na bazi naravnih izdelkov, jih pa absolutno tudi priporočam za starejše, jaz jih imam vedno na golfu. Ja, verjamem. Zvezdana, to je danes zelo veliko informacij. Kje te ljudje lahko kontaktirajo, če potrebujejo kakšno pomoč, kakšen nasvet, kje si na voljo? Vsi si na moji spletni strani, drugače prek moje spletne strani mi lahko tudi pošljajo mail. Če je kakršnokoli vprašanje, me lahko tudi pokličejo, imajo tudi kontaktno številko, prehranska svetovanja, 1 na 1 danes lahko tudi še opravim, ampak na meter pa pol razdalje, najmanj, ne. Prek Skypa, ne? Preko Skypa tudi že delamo, ja, tudi to je možno. Pripravljam pa še eno novo zadevo, ki pa bo v povezavi z v resnici intoleranco na različne prehranske izdelke, katera bo pa zaživela, ko se ponovno laboratoriji odprejo v povezavi z enim laboratorijem, kjer bojo oni opravili laboratorijski test na 180 različnih v resnici prehranskih izdelkov, potem različne oblike pršic podobnega in potem bojo imeli možnost tudi svetovanja pri meni. Tako da delam, to je pa tista stvar, ki jo pripravljamo naprej. Vizija, ne? Vizija, oziroma bi bilo že sedaj, ampak nažalost je korona vse to zaprla, tako da to mislim, da bo nekje poleti, najkasneje po jesenskem času tudi to zaživelo. Najlepša hvala, Zvezdana, za današnji obisk. Predstavila si nam res ogromno nekih izdelkov, stvari, ki nam bojo pomagale vsakodnevno. Hvala, da si prišla. Verjamem, da se še bomo kdaj srečala, tudi morda pred kamero, če ne pred kamero, pa v kratkem, ko bomo dodajali nove produkte. Dragi gledalci, vam pa hvala za današnji ogled in vas povabim, da nam sledite na družbenih omrežjih, spremljate naše oddaje in vidimo se prihodnjič. Zvezdana, hvala za obisk. Tudi tebi za povabilo, hvala.